want silver, need gold, yeah. Don't know how to feel low, yeah. Please don't take my control. Dobrodošli v oddaji Preprosto o odnosih. Zelo sem vesela, da lahko danes v svoji družbi gostim Martino. Martina Medved Manojlović je zakonska in družinska terapevtka, stažistka, predavateljica in ustvarjalka video vsebin, katere lahko spremljate na njenem YouTube kanalu Brlog nasvetov. Je tako? Točno tako. Tako, Martina, ti si tudi podjetnica in si šla v bistvu kot terapevtka podjetnica en korak še naprej. Začela si ustvarjati ene izdelke, kateri lahko pomagajo posameznikom, parom, lahko tudi družinam, da mogoče pogledajo malo bolj vase, kdo so, kaj čutijo, in pa mogoče tudi za tiste, ki imajo še en zadržek, priti na terapijo in da mogoče lahko dobijo malo več spodbude pri raziskovanju same sebe. Torej, če imam jaz prave informacije, si ustvarila kartice za pare in tudi kartice za samske. Tako je. Super. Dobrodošla v podcastu in najna današnja tema pa so samski. Okay. Zakaj ravno samski? Kaj je v tej temi toliko mogoče danes zanimivega in zakaj je ta tema samskosti pomembna, da se sploh o njej govori? Najprej hvala za povabilo. Mi je velika čast, da sem tukaj. Mislim, da je to zelo pomembna tema in da še v prihodnje bo. Namreč, ne vem, če veš, ampak v zadnjih 30 letih se je število samskih kar podvojilo. Wow, to pri nas v Sloveniji. Ja, to so podatki SURS-a, nekje tam od osamosvojitve. Je pa res, da so zadnje meritve do leta 2019, tako da po epidemiji še nimamo podatkov, ampak lahko pričakujemo, da je število samskih še naraslo. Wow. Tu je tudi omejitev, da v to statistiko se sicer štejejo tudi vezani, ki pa niso poročeni. Dobro. Tako da ok, to moramo vzeti v zakup, ne? Ampak v resnici tu govorimo o številkah, recimo število samskih moških, da smo zdaj okrog 400,000. Ampak se pravim, moramo vzeti zakup, da so tudi neporočeni moški, ki pa so v partnerskem odnosu v tej številki. Tako. Ampak naj zanima razmerje. In razmerje pa je torej ta podvojitev in to je za nas pomemben podatek. Ja. In recimo, kaj bi rekla, zakaj je danes tako zelo težko najti partnerja? Kaj je v bistvu tista stvar, da rečemo, ok, to pa je ena ovira, zaradi tega mogoče jaz ne najdem partnerja, ali je to vezano na vsakega posameznika, da ne vem, je pri vsakem posamezniku neka stvar, ki mogoče blokira vstop v partnersko zvezo, ali bi to rekla, ne vem, da je mogoče tudi kakšna družbena zadeva, pa nekaj v družbi, kar ustavlja mogoče sploh neke pogoje za vstop v partnersko zvezo. Jaz bi rekla, da živimo v enem zelo zanimivem času, kajti na eni strani veliko več delamo na sebi, beremo se, izobražujemo, veliko več informacij dobimo, že na dnevni ravni, danes dobimo več informacij, kot smo prej v celem letu. Ja. In hočem reči, naš nivo zaveščenosti narašča. Torej, na eni strani imamo to, na drugi strani pa imamo ene družbene pogoje, ki pa nam mogoče otežujejo. In recimo bi rekla, da če primerjava z našimi detki ali pa babicami ali pa starši, kakorkoli, danes veliko lažje zapustimo odnos, veliko lažje odidemo, ker ni več te ekonomske odvisnosti. Z tega vidika smo bolj svobodni. Ampak na drugi strani, tu pa je ta protiutež, pa smo tudi postali veliko bolj zahtevni. Torej, mi ne ostajamo v odnosu za vsako ceno, in ni nam več dovolj, da samo smo v odnosu. Mi želimo biti kakovostno v odnosu. Kar je tudi prav, sej prav je, da smo zahtevnejši, ampak s tem pač moramo spet vzeti zakup, da se dvignejo naši standardi in v skladu s tem se dvigujejo tudi pričakovanja. Pričakovanja so pa ubijalci. Ja, in če kar nas ubija, so to naše pričakovanja. Ja. Pa bi rekla, recimo, to razmerje oziroma ta sprememba, smo postali bolj zahtevni, včasih pa, tako kot slišimo, smo mogli malo stisniti zobe, oziroma so naši predniki recimo mogli stisniti zobe, mogli marsikaj požreti, zato da se je ustvarjal en mir v odnosih.
kaj bi rekla, pa zdaj mogoče je to malo nehvaležno vprašanje ali pa mogoče vprašanje, katero bi terjalo še eno dodatno oddajo, kaj je boljše, biti bolj zahteven ali včasih znati tudi malo kaj požreti? To je res nehvaležno vprašanje, ne? Jaz mislim, da so naši starši recimo imeli dve skrajnosti, ne? Ali so se zelo kregali in so potem otroci odraščali v enem nezdravem okolju ali pa v celo v nasilju, ali pa se sploh niso kregali in se vse pometlo pod preprogo. Torej, to pa tudi ni v redu, ne? Pri nas se ne kregamo, ne? Mi smo si v redu. A veš, tako preveč črno-belo. Preveč črno-belo, ja. Danes je pa tako, ne? V redu je biti zahteven, ampak ob zavedanju, da zahtevam lahko toliko, kolikor lahko tudi sam ponudim. Ampak koliko je pa to v bistvu en izziv za človeka, ker vsi radi zahtevamo. Vsi želim si to, želim si ono, želim, da mi partner da to, želim, da mi da varnost, da mi da zaupanje, ampak potem pa, ko iz drugega zornega kota pogledamo, pa ko se vprašamo, a jaz to dam njemu ali pa njej, a ne? In tukaj pa potem očitno lahko doživimo mogoče kakšna neprijetna presenečenja, ko vidimo mogoče, da ne moremo dati enih stvari, ki jih zahtevamo. Kaj pa potem? Točno to. Mi se velikokrat zaljubimo v ene svoje ideale, ne? Izhajamo iz svojih želj in hrepenenj in v resnici se zaljubimo v ideal, torej to projeciramo navzven na partnere. Jaz se zaljubim v idejo, kaj vse bi ti meni moral dati ali pa nuditi. In mislim, da je to lahko velik ubijalec, zato ker danes pričakujemo, da bomo v partnerju v eni osebi zadovoljili vse aspekte, ki so nam pomembni. Včasih ni bilo tovrstnih pričakovanj. Tako da tu bi morali malo mogoče spustiti, priti bližje sebi, priti bližje tudi temu lastnemu prispevku v odnos. Ne. To je, če zdaj govoriva na eni individualni ravni. Kolikor pa vidim tak na eni družbeni, širši ravni, pa dajmo si priznati, da je danes kar težko spoznati nekoga, da je okoliščin vse manj in sploh po epidemiji so se te možnosti še bolj zreducirale, da tako rečeva. In veliko tega spoznavanja se pač seli na splet, na online, na aplikacije, na zmenkarske, zmenkarske aplikacije, če to tako poimenujeva. Ne? Torej, dejansko se je družbena struktura samskega življenja in partnerskega življenja res spremenila, v bistvu čisto obrnila na glavo. Ja, in prej je bilo več možnosti za spoznavanje v živo, danes pa recimo mi tako odzvanja en primer klientke, ki je rekla, vse se je preselilo na ta Tinder, ne? In jaz sem zdaj prisiljena iti tja, čeprav to ni spoznavanje po moji meri, in ob tem razumem in vidim, da se moram izpostaviti, torej nekje se moram pokazati, ampak meni to ni všeč. Kaj, če me vidi kdo iz službe? Kaj, če me kdo prepozna, ker naše mesto je malo, ne? Tako imaš en zadržek in hkrati pa moraš iti iz cone udobja, da nekaj narediš, da se približaš novodobnemu spoznavanju, ne? Jaz vidim v tem kar izziv, no? Torej dejansko najditi partnerja danes tako v bistvu kot en projekt ali pa celo kot ena neka dodatna služba. Nažalost je to, Plus tega, da še prišteva, da večina nas prihaja domov zelo izmučeni, zgarani, smo na robu izgorelosti in velikokrat je celo priročno, iti nekoga iskat tak, da odpreš aplikacijo, pa zdaj malo pogledaš, kaj se ponuja kot nek katalog, pravzaprav, če malo tako banaliziram, je to lažje, kot pa dati en input, en trud, eno energijo in zdaj iti spoznavati v živo, ne? In mogoče se toliko krat že izjalovilo, da več nimaš niti volje. Ne? In vedno znova se obleči, organizirati, prilagoditi, izbrati lokal, restauracijo, kino, lokacijo, kakorkoli in potem biti znova in znova razočaran in zapraviti mogoče 2-3 ure svojega prostega časa, ko bi ga mogoče lahko preživel na kavču, za mogoče eno osebo, ki pa vidimo, da po parih minutah nam ne ustreza. In potem postane to napor. Recimo, kaj bi rekla, se ti zdi, da samski danes doživljajo kaki družbeni pritisk? Ker se mi zdi, sem jaz imela eno klientko pred kratkim in je rekla, pa mene na vsaki družinski zabavi ali pa v vsakem družinskem srečanju vprašajo, kaj ti si še pa kar samska, čez 30 pa si še kar samska, kako si boš pa zdaj našla? Saj veš, starejši si, težje je najti nekega moškega ali neko osebo, kako
kakorkoli, kaj pa ti misliš, kaj pa ti razmišljaš, a razmišljaš sploh kaj zase? In se mi zdi, da je bilo začutiti pri tej klientki res ogromno ene stiske, malo enega posega v njeno intimo, v njeno intimno življenje, torej v njene odločitve, po drugi strani pa so neka pričakovanja okolice, kot da je edino normalno to, da imamo nekoga ob sebi, da imamo partnerja ali pa partnerko. Kaj bi rekla, kaj je s temi pritiski danes? Ja, zelo dobro si to izpostavila. In ta vprašanja, kdaj si boš pa ti nekoga našla, ali pa kaj pa čakaš? A niso to ena retorična vprašanja, ker na njih nimaš odgovorov. Ja. In v resnici te spravijo v stisko. In v resnici te spravijo v še večjo nemoč in si misliš, pa, a mislite, da jaz tega ne vem? A mislite, da je meni lahko ob tem? Ne? Ja. In tako kot si rekla, zelo močan dejavnik, sploh pri ženskah, je tudi ta biološki dejavnik, biološko staranje, ker pač ženske bolj občutimo pritiske okolice zaradi te biološke ure, kot rečemo, ne? Ki ti tik-taka. In potem razmišljaš o tem, kaj pa moje telo, ki se stara, ne? Koliko je pač to z vidika reproduktivnosti potem v redu še čakati. Ne? In to ti ustvarja še dodaten pritisk, še en psihični pritisk. Ne? To, kar si pa omenila, pritiski, kolikor jaz zaznavam, so še močnejši v krogu najbližjih. Ne? Družina je tista. Ja. Kolikor vse to boli, kot sem prej naštela, ne? Kot se oseba že sama zaveda, lej, težko mi je, boli me, tudi jaz bi želela nekoga. Ne? Ampak družina se pa pogosto ne zaveda, da samsko osebo s takimi vprašanji spravlja v še bolj nelagoden položaj. In pustiva zdaj to, ali je to hote ali je to nehote. Sej veliko tega se odigra na eni nezavedni ravni. Ne? Ja. Svojci se pogosto ne zavedajo, kakšno škodo naredijo s takimi opaskami. Pa mogoče želijo samo malo zapolniti tisto praznino ali pa, ne vem, iskati priložnosti teme za pogovor in pač bleknejo. Bolj se skoncentriramo na eno samsko osebo in seveda, zato je pa samskim težko prihajati domov, kolikor jaz slišim, na kosila za praznike, ker si misli, ojoj, ista vprašanja kot lani ob Božiču, ne? A še kar nimaš nikogar. Mislim, grozno. To si me zdaj spomnila na film Dnevnik Bridget Jonesa. Ne? Ona je imela tako situacijo na začetku, a ne? In, čez 30 pa še vedno nikogar in potem so pa nastavljali ene določene osebe. A ne? In se ti tam počutiš, da ti moraš zapolnjevati ta prostor. Točno tako. Si ti center pogovora, hkrati pa želiš sebe odbraniti in to pozornost k sebe preusmeriti. Pa še en drug močan psihološki efekt je, da tu zadaj so ena prav, a veš, subliminalna sporočila, ki jih ti dobivaš strani družine, ne? V smislu, kdaj boš pa ti nas razveselila oziroma kdaj bomo pa mi zibali, no kaj še čakaš, izkaži se, ne? Ali pa ti imaš moč nas razveseliti, naše razpoloženje je odvisno od tebe. Kot da je to naša odgovornost razveseljevati naše družinske člane in druge ljudi okoli nas. Točno to, ne? In mi dve veva, da to ni na nas, da ni na nas, da nimamo nemoči in neodgovornosti, da mi druge okrog nas osrečujemo. No? Ne? Ja, kaj pa, recimo, če še malo ostanemo pri tej temi, kaj pa bi lahko, recimo, ne vem, našim gledalcem, poslušalcem rekli, kateri se soočajo mogoče z eno tako situacijo, ne vem, nimajo partnerja, niso v partnerskem razmerju in doživljajo se strani družine en pritisk. In recimo, ne vem, da pride ena mama in reče, ja, draga moja, kdaj si boš pa ti nekoga našla, si še kar sama. Kaj bi lahko konkretno, ne vem, bil najin napotek, kaj naj ti ljudje naredijo? Kako naj postopajo, kako se naj odzovejo? Kaj bi bilo tisto, kar bi bilo najbolj prav, da se posameznik zaščiti in da ohranja svojo lastno dostojanstvo, poleg tega pa v bistvu naredi eno mejo? Prav to si že povedala, ja, postaviti mejo. Zdaj, jaz ne rada dajem neke obrazce izjav, ker vsak bo začutil, na kak način pa on komunicira, kako pa on svoji družini postavlja meje, kakšne besede lahko on tu uporabi. Ker če ti zdrdraš ene besede, ki si jih slišal pri terapeutu, pa jih ne začutiš, pa tam zadaj ni ene odločne drže, ne, lahko to zveni precej naučeno. Tako. Ampak v katero smer bi pa jaz to zapeljala, bi pa rekla tako, ne, da bi najprej naslovila, se zahvalila,
hvala, da mislite name, res vidim, da vam je to pomembno, ne? Vem, da to iz skrbi zame govorite. Ne? Torej najprej daš pohvalo, da ovrednotiš, ne, njihov prispevek, da se ne začutijo napadeni. Ker če bi zdaj kar vzrojila, pa kaj vas briga, pa to je moja stvar, ne, dosežemo kontraefekt. To se potem začnejo braniti. Tako, najprej bi pohvalila, potem bi pa tudi malo tako mogoče zapeljala v hec, lejte, ko bo tako daleč, boste prvi izvedli brez skrbi. Ne? Ampak dovolite mi, da tu jaz poskrbim zase. Ne? Mogoče vseeno pokažeš, lej, pa to je en moj intimen prostor. Dovolite mi, da jaz poskrbim sam zase ali pa sama zase. Zelo dobro bi rekla. Kaj pa, recimo, zdaj govoriva mogoče malo na tak način, da kot da je biti samski, a ne nekaj wow, a ne. Kaj pa so prednosti v bistvu samskega življenja? Obstajajo kakšne prednosti ali pa slabosti dejansko? Zdaj, o slabostih smo malo že se dotaknili, pa ne vem, če bi ravno rekla, da je to slabost, ampak mogoče kot posledica v družbi. Kaj pa je prednost? Kaj pa je dobrega v tem, da smo sami? Ja, vse veš, ena slabost je lahko istočasno tudi prednost, ne? Ker jaz rečem, dajmo mi te probleme vseeno preokviriti v ene priložnosti, v ene izzive. Ne? Tako da marsikdo gre že s to predispozicijo, imam problem, sem samski. Ampak ko ti to izrečeš, to te zabetonira 1 meter pod zemljo, ker te prav še z večjo nemočjo navda. Ne? Če pa rečeš, izziv je, v tem znaš prepoznavati tudi priložnost. In jaz mislim, da je to en krasen čas za spoznavanje sebe, en krasen čas, ko si lahko mogoče uresničiš neke želje ali pa hrepenenja, ki jih imaš mogoče že dolgo tu nekje odzadaj, veš, kot na lagerju, kot rečemo. Ne? Recimo se vpišeš v tečaj, v katerega si že dolgo želiš iti. Kak nov hobi odkriješ, pa greš na potovanje ali pa greš na terapijo, ker imaš končno čas in interes nekaj narediti zase. Ne? Tako, to je lahko en zelo produktiven in ploden čas. Torej čas poznavanja sebe, kdo sem jaz v resnici, kaj so moje potrebe, kaj so moje želje in da dejansko spoznam sebe, da potem vem, kdo sem in kdo je ta oseba, katera gre v odnos. Točno to, ker saj veš, v vsakem partnerstvu si mogoče sebe malo izgubil ali pa se dal na stran, sploh če je bila negativna partnerska izkušnja, recimo, da izhajamo iz tega. Moraš spet malo sebe raziskati nazaj in tudi, kaj tebe prižiga, kaj je tvoja iskrica, a ne? Kaj tebe veseli. In tako poskušaš tudi oblikovati neko boljšo verzijo sebe, kot si bil prej, da bo to novo izhodišče, iz katerega štartaš v nov odnos. Ne? Ker dosti krat opažam, da gremo s starimi ranami iz starega odnosa, ne zaključenimi ranami, ne? Ko smo samo sol gor nasipali, ne? Da še bolj zapeče, gremo v nov odnos, da bo nov odnos to zakrpal. Ne? In kako odgovornost damo novemu partnerju? Ti boš zdaj zakrpal moje stare rane, ki so jih druge osebe povzročile. In verjetno smo do tega novega partnerja, potencialnega, še bolj zahtevni in samo čakamo, kdaj se bodo te rane zakrpale. Točno to, ne? In pol si skozi vtisnem spet v pričakovanju, zdaj pa bo, ne? Ja. In bi pa to, ko smo zdaj omenili, poskrbeti zase, raziskovati sebe, bi res poudarila, da naj ne bo kdo narobe razumel, investirati vase ali pa graditi boljšo osebnost ne pomeni zdaj izboljševati sebe, da bom še boljša, da bom še bolj privlačna, da bom še bolj primerna. A slišiš to v tem mojem glasu, kaj želim povedati? Torej, delaš spet za druge, da boš ti nekomu bolj všeč. Ne, to delaj zase. Da boš ti bolj zadovoljna, da boš ti bolj izpolnjena oseba. In zato sem rekla, dajmo izkoristiti ta čas, ki nam je namenjen, ker je to darilo. Ne? In a veš, tu jaz samske kar spodbujam, na vas je, kakšno držo boste vi zavzeli do svoje samskosti. Ne? A bo to eno pasivno čakanje, zdaj čakam, da mi nekdo pade z neba, da čakam, da nekoga spoznam. In potrka na vrata, ker itak ne gremo nikamor ven. In je prav tisto, kako si jaz dovolim ta čas živeti zase. Ja. To je zelo močna
zadeva, ki si jo izpostavlja, ne? Torej, ne graditi na tem, kako bom jaz bolj privlačna za druge, kako bom jaz bolj sprejemljiva za druge, a sem jaz lahko sprejemljiva zase. A lahko jaz samo sebe sprejmem točno takšno, kot sem v mojih željah, v mojih, ne vem, pričakovanjih, potrebah in ne vem, tudi če se želim naučiti štrikati, a jaz lahko sebe sprejmem v tem. A ne? Ker se mi zdi, da veliko ljudi zelo hitro lahko zamenja hobije za neke začasne hobije. Tiste hobije, ki so malo bolj družbeno privlačni in sprejemljivi. Kaj si pa mi znotraj sebe želimo, tisto pa mogoče za potrebo nekega cilja lahko damo celo na stran, kar bi rekla, da je napaka. Absolutno. In tukaj tudi, spet preložiš breme na drugega, ti mi pokaži, kako naj jaz samo sebe ljubim. Ne? Wow. Morali pa biti z drugega zornega kota razmišljati, ne, jaz bom naučila samo sebe ljubiti in potem ti bom dala vzor, kako me naj ti ljubiš. Wow. To se mi zdi pa tako krasna iztočnica, zelo močna, ampak priti do tega je pa včasih zelo trnova pot. Ja. Bi rekla recimo, da se samski ljudje v praksi, glede na tvoje izkušnje, soočajo tudi kdaj za kako stigmatizacijo, da so stigmatizirani zaradi tega, ker so samski. Torej, malo potisneni na en rob, ker ne vem, recimo, jaz imam en primer družice z prijateljicami, ki so isto samske, recimo, bile, a pa recimo, ko smo samski, da se družimo z temi, ki so samski. Manj s tistimi, ki so v razmerju, ali pa s tistimi, ki imajo že družine, ker kot da nimamo več nekih skupnih interesov, skupnih tem za pogovor in potem kar gremo nekako svojo pot. A je to ta stigma? Se naredi ena naravna selekcija, malo nehote, ne? Ja, mislim, čeprav mi govorimo, v današnji družbi smo vsi enakopravni, vsi statusi so enakopravni, ne bi rekla, mislim, da tu narava svoje naredi, no, da so samski potem žal malo potisnjeni ob rob ali pa imajo več izzivov, morajo iskati specifične situacije, da se povezujejo s sebi enakimi. In mogoče danes je čisto normalno, če gre samska oseba na potovanje, to bom rekla je že kar znormalizirano, ampak kaj pa, če gre samska oseba v kino ali pa na koncert sama? To sva z eno klientko delali na tem, da si je ona prav organizirala zmenek sama seboj. Wow. Ja, in ob tem je doživljala vso vrsto občuti, kako ne grem jaz sama v kino, mislim, kako pa to zgleda, ne? Kaj si bo drugi mislili? A naj se kar sama tja posem v tisti sedež in s kokicami, a bojo kar čakali, kdaj bo pa prišel njen spremljevalec ali pa spremljevalka. Ampak ko smo to tako luščili, to plast za plast, kaj je tam zadaj, a ne? Ja, največja bolečina je bila zdržati sama seboj, ne? S tem, da je sama tam. A veš, to je prav tisto, kar si prej izpostavila. Sprejeti sebe v vsem in z vsem. In potem, ko je tako počasi pravzaprav šla preko sebe in tak teden za tednom izkoriščala ta kino dan, ker sebi želela to podariti. Jaz si želim nove filme gledati in nimam jih iti s kom gledati. Je potem videla, kakšne prepreke si jaz v glavi v bistvu ustvarjam. Ampak družbeno se ti vcepi to nekako, da je čudno iti sam nekam. Ali pa tudi pri darilih, recimo, vidim. Jaz, ko sem razvijala kartice za samske, smo tudi naredili raziskavo trga. Kakšna darila dobivajo pari, kakšna pa samski. Wow, da malo vidiš. In kaj te je najbolj presenetilo? Da za pare je ful ponudbe v smislu, zdaj je Valentinovo, pa so, ne vem, pa romantični paketi ali pa romantična večerja, pa masažice, pa kopeli, pa to. Je veliko več, medtem ko kaj pa samski dobivajo? Samski pa dobivajo, ne vem, kakšno knjigo, čaj, a ne? Nič specifičnega za samske, vse to bi lahko tudi vsaka vezana oseba dobila. In potem pač vidiš, pa saj za samske pa ni neke ponudbe ali pa neke kvalitetne ponudbe. Iz tega pol je tudi moj vzgon nastal. Pa dajmo razviti nek, kako bi rekla, strokovni izdelek za samske, strokovno vsebino, ampak vseeno nekaj kvalitetnega, ne neke puhlice. Tako. In
Zdaj smo našteli par družbenih situacij, ko se potem lahko samski počutijo zapostavljeni ali pa malo na robu, ali pa da morajo veliko več truda vložiti v to, da bodo lahko sebi našli nekako enako družbo ali pa aktivnosti, ki so enako kvalitetne. Ja. Potem bi še pa tu izpostavila zraven en ekonomski vidik, da se mnogokrat mi kot družba ne zavedamo, da je samskim tudi z tega vidika lahko težje. Recimo, to je ta paradoks, ne? Danes odhajamo prej, ker ekonomsko več nismo odvisni od partnerja, ampak po drugi strani pa se mora samska oseba, ko zapusti odnos, zavedati, v večini primerov, da bo velikokrat na začetku težje, da se bo mogla enemu luksuzu odpovedati. Ker samska oseba težje dobi kredit, težje plačuje najemnino ali pa stroške, glede na to, kako gre vse to danes v nebo. Tako. Ne? In ti bom rekla, ja, da se kar vidi, da potem vseeno ljudje tehtajo, a id zdaj iz odnosa, ki ni to, ki ni zadovoljujoč, ker vseeno to potegne za sabo posledice. In ima dejansko tudi partnerski odnos veliko prednosti. Ja. A ne? Kako pa recimo potem uskladita na eni strani iskanje nekega partnerskega odnosa z ohranjanjem lastnega življenja. Torej, ta dinamika, iščem partnerski odnos, ampak kako ohranim dejansko svoje življenje, oziroma kaj je s temi mojimi vrednotami, kako jaz ovrednotim svoje lastno življenje, kakršnega živim, v primerjavi pa v povezavi potem z iskanjem potencialnega partnerja. Da v bistvu ves čas lahko en pozitiven odnos do sebe in do življenja še vzpostavljaš, če te prav razumem. Tako. Ok, ja. Nekaj smo rekli prej, spoznavati sebe, dati si možnost, dati si dovoljenje, da je to en podarjen čas. Drugo stvar bi tukaj izpostavila, ne biti v poziciji, ko mi izsilimo, da se odnos zgodi. Wow, ok, kako pa lahko mi izsilimo, da se odnos zgodi? Ja, a veš, tu smo spet isto iz želja, iz hrepenenj, iz osamljenosti, pričakovanj, ne? Smo kar obremenjeni z eno časovnico življenja. Kdaj jaz pričakujem, da se mi določene stvari v življenju zgodijo? Sploh ženske, ne? Ja. In tu se kar začutiva, ne? Ja. In ne vem, zmišljujem si, želim biti poročena do 28. leta, želim imeti prvega otroka do 30. leta in si kar fiksiraš neke ideje v glavi, ne? In potem vsaki potencialni odnos, ki pride, takoj preverjaš ali pa si pod pritiskom, wow, to mora biti zdaj ta pravi odnos, ne? Zato pravim, ne izsiljevati, ker odnos bo prišel, ali pa pravi odnos, pod narekovaj, da dam, bo prišel, ko je namenjen. Ne, ko mi, naš naš ego si zafiksira, zdaj se mora zgoditi. In če bi si tu dali dovoljenje, sprejmi, da življenje se zgodi, odnos se zgodi, ne moreš sforsirati, ne moreš prehiteti enih korakov. Če bi si tu dali dovoljenje, bi bili vsi veliko bolj sproščeni v spoznavanju. Zdaj mogoče govorim bolj za to generacijo okrog 30 ali pa 30 plus, ker tudi mislim, da takrat v resnici postane problem. Ja, tako. Pa tudi takrat verjetno je ta pritisk mogoče še večji, ne? Tako kot so prej rekli, biološka ura recimo pri ženskah 30 plus in še samski, joj, kaj pa je s tabo narobe, a ne? To je mogoče neka taka prva asociacija. In ravno sem včeraj govorila z eno gospo novinarko in je rekla, danes, če si samski po 25. letu, je že s tabo nekaj narobe, imaš neke disfunkcije, a ne? Po 30. pa si že za pokoj. Ja, potem pa sploh več zate ni upanja, ne? Kaj šele recimo samski pri 40-ih, a ne? Ja, in potem veš tudi ta odziv okolice. Joj, še kar si samska, veš, ali pa zdaj je bilo novo leto in te novoletne čestitke, vse dobro, pa da boš končno našla nekoga. Koliko to zaboli in zjezi, a ne? Od znotraj je ena huda bolečina, ampak na površju pa bi sam zbruhal ven ves tisti gnev, ki ga nosiš in ki so ga ti drugi ljudje za temi dobronamernimi željami spodbudili. Ja, in s tem pomilovanjem, ne? Ker na koncu vseeno hočeš je neka negativna konotacija v tem tonu. In tako, to zelo pritiska na naše gumbe, ker vsi si želimo biti v dvojini, vsi si želimo pripadati in biti v varnosti. In
Zato bi tukaj rekla, ne se pa prenagliti, to je moja druga točka pri tem, ko bi jo izpostavila. A veš, ne se pa prenagliti in iti v odnos Samo iz zato, da enega si. strahu ali pa iz enega pomanjkanja. Ja. Pojdi res iz želje. Ne? V tem je svoboda. A ne? Iti iz želje. Jaz sem tu, ker to želim, ne ker moram. Ne ker mi je težko iti zvečer, težko mi je sami zaspati, ali pa težko mi je, ker sem že toliko stara, pa se zdaj bi pa bilo fajn, da se ustalim, ne? Ali pa ok, tu bom, dokler ne bo prišlo nekaj boljšega, pa se bolj še vedno lahko zamenjam. Ne? To niso pravi razlogi. To je že kalkuliranje. Ne? Ampak kako pa recimo ena oseba ve, da je v odnosu zaradi želje ali pa da je v odnosu iz malo preračunljivosti? Zdi se mi, da včasih ljudje mogoče ne znajo sami pri sebi presoditi, okay, zakaj sem jaz zdaj v tem odnosu. Ker ljudje rečejo, vse je v redu, zdaj sem mava lepo, ampak čutim pa, da nekaj manjka. Ali pa ne vem, da ni to. A ne? In zdaj kako recimo lahko človek sam pri sebi oceni ali pa vidi ali pa si dejansko prizna, a ne, s kakim razlogom je v odnosu. To je zelo velik izziv. Je. Ne? Ker mi smo mojstri v tem, da sami sebe prepričamo, si opravičujemo. Naš ego, naš razum zna najti veliko ali ne, zakaj je dobro tu ostati. Zakaj je praktično tu ostati, da tako rečem. Ne? In jaz tukaj vedno rečem, naše telo je naš najboljši kompas. Telo ti vedno pove. Ne? Zdaj, ali notranji glas, ali intuicija, kakorkoli to poimenujemo. Če te nekdo vpraša, zakaj si s to osebo, zakaj prav on, zakaj prav ta oseba edinstvena, ti moraš instantno dobiti en, a ne? V sekundi. Če te nekdo sredi noči zbudi, ti moraš konstantno vedeti, zakaj. Ne? Moraš znati takoj dati odgovor, ker ti to začutiš tukaj noter v srcu. Ne? Če pa ti moraš razmišljati, pa sej je dober do mene, in potem iščeš neke logične razloge ali pa racionalno razlago, ne? To je pa že tisto na drugo žogo. In socialno sprejemljivo, a ne? Torej, dober je do mene. A ne? Na prvo žogo bomo vedno iz srca in iz čustev reagirali. Okay, torej se lahko testiramo na tak način. Lahko se, Je pa pač problem, bom rekla še tole, da v današnji družbi smo mi toliko stika seboj izgubili, da pa mogoče težko prepoznam, a je to zdaj res iz srca prišlo, ali je to iz nekega stresnega odziva, ali kaj točno je to, ampak to pa je že tema za sebe potem. Mi nasploh kot ljudje zelo močno izgubljamo stik s seboj. Tako da... Torej, konstantno neko raziskovanje, a ne, je potrebno pri samem sebi in mogoče bom rekla tudi res iskrenost do sebe. Zelo močno. Ker to se mi zdi, da je zelo težko, a ne? Sploh, ker, tako kot smo že danes večkrat omenili, a ne? Družbena pričakovanja, kaj je družbeno sprejemljivo, kaj je družbeno stigmatizirano, a ne? In koliko se lahko mi navlečemo dejansko teh pričakovanj, pa tega, kaj bi naj bilo v narekovajih, a ne? In včasih mogoče tako zelo, da sploh ne vemo, kdo smo, kaj čutimo, kaj si želimo, a ne? In tudi te podobe iz socialnih omrežij, slikice, ko skozi gledamo, smo skozi obdani s temi perfektnimi odnosi, s temi perfektnimi družinskimi slikami in si skozi v enem pomanjkanju, tudi jaz hočem to. Ne? Ja. Tako je, kar težko. Ja. Zdaj, razvila si kartice za samske. Kako to, da si se tega sploh lotila? Kaj te je spodbudilo k temu? Po eni strani ta šokantna statistika, koliko več je samskih. Po drugi strani sem začela pa opažati na terapijah pri klientih, da, zdaj, tako bom rekla, meni obiskujejo najbolj klienti med 25 in 35 let, ampak dajva reči, da so mogoče ti eni večno samski pod narekovaj, v smislu, ki se jim izjalovi vsak odnos in bi želeli spoznavati, kaj delam narobe, zakaj se mi stvari ponavljajo. Po drugi strani so pa tudi razvezani klienti, recimo po 42. letu, tam nekje, ki pa želijo znova osmisliti svoje življenje. Ne? Torej, ne nujno najti takoj novega partnerja, ampak sebe najti. Najprej srečen odnos samim seboj, eno pomirjenost. In to bi rekla, da je mogoče bolj značilno za malo starejše posameznike.
Ja, to, kar sem zdaj rekla. Ja. In tukaj meni kliknilo, sej tu pa smo kot družba napredovali, tu pa nam dam eno petko. Da ne želimo več nujno skočiti v nov odnos. Bravo. In zakrpati ene stare rane, ali pa sej nov odnos bo pa zdaj čist nekaj drugega kot prej. Ja, ampak ti kot ista oseba iz starega odnosa vstopaš v nov odnos. Pač prej ali slej se bo ponovilo. Ne? Tako. In se mi pa zdi, evo, tu pa je en napredek, ljudje želijo najprej najti sebe, pomiriti se s seboj, raziskati stare rane in tudi raziskati svoj prispevek v odnosu. A veš? In to sem želela s temi karticami. Wow. Ja, videla sem, po eni strani so samski prestrašeni, zakrčeni, a ne? Ker pač imaš za seboj negativne izkušnje in seveda si vsakič znova previden ali pa tak zakrčen, ja, otrpel tudi, ne? Težko zaupaš. Ja. Sploh, če je bila ta mogoče malo bolj neprijetna partnerska izkušnja pretekla. Točno to. Po drugi strani sem pa rekla, ne počuti se pa vsak, da bi prišel na terapijo, dajmo mi en pripomoček narediti, da ljudje lahko sami delajo na sebi, sami spoznavajo sebe, ne? Naredijo eno revizijo preteklih odnosov. Koliko je to težko? Koliko je to težko, ampak se da. Ja. A veš, in tudi to s temi karticami narediti en, ne samo fizičen odhod iz odnosa, ampak tudi eno čustveno slovo. Wow. Ne? Koliko je to težko? Ker fizično se ločiti, prekiniti stik, prekiniti kontakt, rečemo, da je relativno jasna stvar, ampak še to je včasih težko, ampak kako pa čustveno prerezati popkovino? Točno to. In saj veš, včasih traja tudi leto, 2, 3, ali pa čez 3 leta srečeš bivšega partnerja, pa te zaščemi nekje. In zdaj, kako to dati v kontekst, kaj to zdaj pomeni? A to pomeni, da še jaz čutim nekaj do njega? Ali je to pač, mi je pomembna oseba, verjetno me bo še čez 5 let zaščemelo, če ga srečam, ker enkrat mi je bil pomembna oseba in veliko sem dala z njim skozi, recimo. Na drugi strani pa tudi posloviti se od sebe v tistem odnosu. Kakšna sem pa jaz bila v tistem odnosu. Ja. Tudi ne glede na razlog, zaradi katerega sva šla narazen, kako sem jaz soomogočala stanje, ki je bilo, kako sem jaz sokreirala ta odnos. Kaj lahko drugič naredim drugače? Ja, ker z vsakim partnerjem smo drugačni. Ja. Smo druge osebe. In ne vem, če smo zraven enega partnerja ustvarjali eno mirnost, spokojnost, sva bila 2 potrebna, da sva ustvarjala to. Z nekom drugim, en partner pa mi lahko prebuja, ne vem, najbolj nore divje občutke in bo tudi ta moja divjost, recimo, prišla do izraza. In bo spet nekaj drugega. In če bi mogoče sebe primerjal, bi rekel, jaz sebe sploh ne prepoznam take, ko sem bila prej, mogoče, ne vem, 5 let nazaj v enem razmerju, kot pa danes. Verjetno pa tudi, dlje časa, ko mine, bolj kot rečemo, da upam, delamo na sebi, raziskujemo sebe, in je drugače, in smo lahko vedno boljša verzija. Zelo dobro si to povzela. Ja, jaz bi rekla, da vsak odnos te prebudi na svoj način. Ja. Vsak odnos ti je izkušnja, je učitelj. Zato tudi samskim povem, ne gledajte na te pretekle odnose kot na neke neuspehe. Dajte jih videti kot učitelje, ker vsak odnos te nekaj nauči tudi o sebi. Najbolj o sebi. Ja, najbolj o sebi. Ja, res je. Super. In tako, sem rekla, dajmo samskim nekaj, kar rabijo nekaj kvalitetnega, da se ukvarjajo sami s seboj. In time out. Evo, produkt je tukaj, Produkt je tukaj in verjamem, da je zelo, zelo dobro zaživel. Ja, lahko rečem, ravno pred parimi dnevi sem dobila en odziv moškega uporabnika kartic. Wow. Ja, to je pa posebej za izpostaviti, Saj zato, to mi še posebej pogreje srce, ker še posebej se razveselim vsakega nakupa z moške strani. No? Absolutno. Tako da moški, Ja. zelo spodbojeni, da naredimo nekaj. Ker to spet tisti, mogoče predsodek ali pa nek, ženske se preodločajo za take stvari. Pa ni nujno, no? In meni je ta odziv pogrel srce zato, ker je rekel ta gospod, skozi kartice sem v bistvu spoznal tudi to plat, kaj lahko jaz dam kot partner v bodočem odnosu, ali pa kaj jaz želim dati, ne samo kaj želim dobiti. Wow. Ja, to je tista,
to je tisti aha efekt. A ne? In jaz verjamem, da te kartice bodo zelo oziroma že rodijo dobre sadove. No? Ja. Okay, zdaj, danes smo že omenili malo ta socialna omrežja. In pa mogoče bi zdaj rekli kaj o teh spletnih aplikacijah. Zdaj, ko govorimo o samskih, si prej omenila, ne vem, da se povezujejo z temi spletnimi aplikacijami, ne vem, Tinder in tako naprej. Kako pa ti vidiš to? Kaj v bistvu so te spletne aplikacije? Ali je to v bistvu, ne vem, iskanje enega vznemirjenja, ali je to... ne vem, na lahek način priti do nekega ugodja, ali je to mogoče neko potencialno skrivanje samega sebe, da se ne izpostavimo na nek tak način, kot bi se, ali pa ne vem, kot bi se 20 let nazaj. Kako ti gledaš na te spletne stvari? Ja, vse pomalo, kar si izpostavila. No? Nekaj je zabava, nekaj je instant iskanje hitrih rešitev, nekaj je tudi to, ko smo se prej pogovarjali, ja, konc dneva si ti izčrpan in izmučen in ti je pač veliko lažje pač odpreti en app in malo pobrskati. Zdaj, treba se zavedati, da te stvari so tukaj, to pač je alternativa spoznavanja, ne moramo zavrteti več časa nazaj ali pa iti ne vem koliko let nazaj, da bi to izničili. In okej, je en način spoznavanja in postaja tudi v družbi vse bolj pogostejši, bolj pogost način spoznavanja. In verjetno vedno bolj sprejemljiv način. Ja. Bi pa tukaj želela reči, dajmo ga še vseeno ohranjati kot alternativo, ali pa vsaj, če se že začne prvi stik tukaj, dajmo iti čim prej na spoznavanje v živo, ker ima veliko svojih prednosti. Mogoče malo kasneje o tem, samo še naslovim to, kar si me vprašala, kako jaz to vidim, ne? Kaj se pa tam dogaja na teh spletnih zmenkarijah, sploh aplikacije. Bi rekla, da tukaj mi moramo vseeno malo paziti, oziroma dajmo biti previdni v tem, da nas prekomerna uporaba teh aplikacij čustveno ne poškoduje. Ok, daj mi malo razloži zdaj to. A ne, izgledajo tako nedolžne, izgledajo tako lahke za uporabo, v štartu imaš to eno miselnost, pa saj nimam kaj za zgubiti, grem probat, grem malo spoznavati ljudi, grem gledati, kaj je tu. Ne? Tako kot sem prej rekla, odpreš katalog, malo pogledaš. Ne? Ampak je tu več pasti in sicer najprej vse je zreducirano na videz. Torej, fokus je na fotografijah, ne? Zelo osiromašen je opis osebe. Tako da že v osnovi te to malo sili, da ti zbiraš na podlagi te vizualne privlačnosti. Ti ne zbiraš nujno po kompatibilnosti, s katero osebo bi pa jaz šla skupaj. Ne? Zelo dobra ugotovitev. Ja, z leti so to še bolj osiromašili na Tinderju recimo. Ne? Prej je bilo še celo malo več. Tako da vse gre na fotografije, vemo, da smo ljudje zelo vizualna bitja. Istočasno pa od marsikoga slišim, ko se pa v živo dobim, pa vidim, da ta realnost ne ustreza fotografijam. Tako da je tudi veliko zavajanja pri fotografijah. Ja. Ne? To. Kot drugo je ta izpostavljenost, ki si jo ti omenila. Mi se radi skrivamo malo za zasloni in če ti greš v štartu v to, pa nimam kaj za zgubiti, malo pogledam, ne? In ti ne dobiš odobritve stika oziroma dobiš zavrnitev, ne? Ti lažje preživiš s tem, če si za zaslonom, tudi če te jih 10 na dan zavrne. A veš? Ker imaš eno statistiko, bom dal 20 lajkov, všečkov oziroma 20 potrditev, prošen in pol boš teh 10 bo pa zavrnilo. Ne? Ampak, ker ti zapreš aplikacijo, samemu sebi rečeš, ok, pač, nič se je šlo. Ne? Ampak zdaj pa ti pomisli, če bi ti na zabavi dobila 10 zavrnitev v enem dnevu, v eni noči. Wow. Ja. Kako bi to bilo v resničnem življenju? Ja. Počutiš se, pa to en teden ne prideš k sebi, ne? Žaluješ, si v čisto svojem razočaranju, obupu, brez upu. In mi dve veva kot terapevtki, da tudi te spletne zmenkarije ali pa dopisovanja, to vse eno prebuja v nas čustva, čustvene odzive. Mi nismo roboti. Ja. In mogoče ti samemu sebi kar malo zreduciraš, saj nič ni, ampak glej, zdaj si pa seštej. Na dan 5-10 zavrnitev na eni dolgoročni ravni, na nezavedni ravni, to
si mi potem prevedemo kot neuspehe, ne, ki se samo vrstijo in vrstijo. In to te še bolj vleče dol v eno brezno. Ja, in verjetno se to nalaga, a ne? En dan, drugi dan, tretji dan, a ne? In v dnevu mogoče 5 zavrnitev, ok, to ni kaj dosti, to je še malo, ampak če pa pogledamo obdobje, ne vem, 3 mesecev, a ne? Pa verjetno najbrž nekje izbruhne ven. Ja, in tvoji možgani si to prevedejo, 30 poskusov sem imel, noben je bil uspešen, jaz sem loser. Še ena stvar, ki bi jo pa tu izpostavila, je pa to, da Tinder zelo deluje. Tej aplikaciji ni v interesu, da mi tam najdemo partnerja. Tej aplikaciji je v interesu, da se mi čim večkrat tja vračamo in tam čim več denarja pustimo. Torej, ne, tam zadaj je plenilska monetizacija, da tako rečem, ker je vse tako zmonetizirano, da ti dlje časa kot si gor, bolj se ti krči doseg ljudi ali pa nekih pametnih rešitev za tebe, pametnih izborov. In te sili vedno bolj, da, ne vem, nadgrajuješ profil v premium, da boš bolj izpostavljen, da boš bolj viden, ne? Ali pa, ne vem, poveča si doseg radiusa, da boš imel več izbire. In ti, ko si v tistih že neuspehih in v tem, ja, pa dobro, pa dam še tih 5 evrov, kaj zdaj, ne, recimo. Ne. Ja, to sta 2 kavici. Mislim, za mene je to, mi govorimo tu o človeških čustvih, za mene je to zelo nemoralno, no, tak, moje osebno mnenje. V bistvu eno izkoriščanje na podlagi nekega statusa, a ne, statusa samskosti, a ne, ki je že tako kot smo rekli večkrat danes, a ne, je težko iz tega čustvenega vidika. In je zelo boleče in po drugi strani pa nekako bova rekli, neko okoriščanje na ta račun. Ja, na zelo ranljivo populacijo se tukaj spravljamo, da tako rečemo. Absolutno, ker bolj kot smo ranljivi, bolj smo pripravljeni marsikaj narediti za to, da bo drugače. Ne? Pripravljeni smo dati, ne vem, tudi na aplikaciji tudi 15 evrov, tudi 30 evrov, ne? Samo da bi dejansko zapolnili to praznino. Evo pa sva spet pri čustvih, a ne? Ja. Res je, in če pogledava, tu gre za kar dober zaslužek, ne? So dali ravno ven za leto 2023 2,8 milijard, če se ne motim. Samo na Tinderju? Ja. Wow. Ja. Mislim, da 45 milijonov uporabnikov na mesec. Wow. Ne? In zdaj, če pogledava, kdo je v večini, kdo so uporabniki, so ravno najmlajši med 18 in 24 let. Ne? To je za mene zaskrbljujoče dejstvo. Ja. Kaj to pomeni za prihodnost partnerskih odnosov? Kako se bomo spoznavali oziroma kako se bodo spoznavali? Ja. Pa se pravim, ne želim tukaj davati ene negativne konotacije online spoznavanju, ker poznam veliko parov tudi v zasebnem življenju, pa tudi iz terapevtskega procesa, da so se našli in so uspeli. A ne? In so danes mogoče nekateri tudi poročeni. Tako. Ni nemogoče. Tako, ampak bi želela izpostaviti, kaj so pa ti delali drugače, da so uspeli. Evo. Recimo. Okay, torej, če bi rekla, spletne zmenkarije, ne, ali bolje preferirati v živo? Z vidika kvalitete navezovanja stika definitivno v živo. In tudi ti, ki so se spoznali na Tinderju, pa sem jih jaz tudi malo raziskovala, pa spraševala, kako pa sta uspela potem, ne? Kaj je bilo tisto? Večini primerov dobivam odgovorov, čim prej dol z online stika, čim prej dol iz virtualne komunikacije, v živo, preverjanje v živo. In točno to je to, kar želim povedati, da v živo mi preverjamo toliko enih razsežnosti pri osebi, pa se sploh ne zavedamo. Ti se lahko zavedaš pol stvari, ampak pol pa jih preverjaš na nezavedni ravni. Ne? In v živo boš recimo preverjala, kako se nekdo odziva, kakšna je ta, ne vem, intelektualna privlačnost, kako komunicira, se dobiš na kavi, kako pa komunicira z natakarjem ali pa z drugimi ljudmi. Tudi to te zanima, ko spoznavaš osebo. Tako. In tako, kakšen čusten odziv ti bo dal. Ker ko ti nekoga soočiš ali pa ga malo izzoveš s vprašanjem, v živo ti mora takoj odgovoriti. Ne? Tako. Ko pa piše, pa se lahko malo skriva, malo zbriše, to ni dobro, ne? Jaz to malo preoblikoval, da zgleda boljše. Ne? Tako. Ali pa ti kdaj navrže kakšen ta emoji, ta smeško, ki v virtualni komunikaciji dosti krat se zgubimo, pa ne vemo, kaj za točno ta smiley pomeni. A je to za nek pomežik, ali je to nek, ali je to, ne, a za to flirtanje, ali je to, a ne.
Milijon enih vprašanj imaš in sam ostaš svojo interpretacijo. Ne? Zato je dobro preverjati v živo. Ja. Se spomnim enega komentarja, ene gospe, ko je rekla, nima veze, kje se spoznaš. Važno je, kaj narediš s tem odnosom. Tudi, če se spoznaš na zmenkarijah oziroma pač na teh spletnih aplikacijah, na Tinderju, kjerkoli. Nima veze. Vstopna točka mogoče, kot da ne igra neke odločilne teže, ampak bistveno je, kaj dva s tem odnosom potem, ko sta se spoznala, recimo, naredita. In točno to, kot praviš, posledica, čim prej dol iz te online komunikacije, midva sva zdaj prišla iz ene smeri, ti iz ene smeri, jaz iz druge smeri, tukaj sva se na online spoznala, lahko zdaj to zapreva, in sva midva. In sva midva, ta ranljivost, izpostavljenost, zdaj pa sva midva. Za vsem, kar sem, vsem, kar prihajam, vse, kar ti je mogoče všeč, pa kar ti ni všeč. Predvsem, kar ti ni všeč. Zdržati tudi s tem, preveriti tudi s tem. In kaj jaz mislim s tem preverjanjem pod narekovaj, ker mogoče to zdaj za nekoga zveni, kako to misliš preverjati, kaj tako sumničavo, policajsko, ne? Ne, ampak prav preverjati, kako je meni ob tej osebi. Jaz temu rečem, dajte skenirati svoje telo. En sken naredite. A je tu grlo kak cmok, a je tu ena kepa v želodcu, a ne vem, se mi malo roke potijo, ali ima malo otrple noge. Prav eno skeniranje telesa, kje sem zdaj ob tem človeku. In telo vedno ve. Telo vedno ve. Vedno ti bo povedalo. Tako. Je pa res, koliko ljudje v osnovi zanemarjamo svoje telo, oziroma v smislu poslušanja, in rečem, sej mogoče pa sam trema, ampak trema je prvič, pa drugič, pa šestič, pa 12, potem pa že se lahko vprašamo, a je to samo trema, ali je to nekaj, kar ni ali pa ne vem, se ulovimo, da začnemo gledati na uro. Ali pa ne vem, da imamo občutek, da smo z nekom že 6 ur, a minile so pol ure. Ja. Torej, treba biti pozoren na te znake. Zelo pozoren, In to se preverja v živo. Tako. A bi rekla, recimo, da če se na spletu dva spoznata, pa imata recimo neko tako hitro interakcijo, a se potem lahko hitreje tudi zaključi razmerje? Na nek način bom razložila. Ni nujno, da ne bomo prehitro generalizirali, ampak pri spletnem spoznavanju je vse zelo pospešeno. Mi si dopisujemo, potem se to dopisovanje stopnjuje in se preskočijo lahko nekateri koraki, ko bi v živo trajalo dlje časa. In potem, ko se naposled dobiš v živo, imaš občutek, pa se jaz o tej osebi že veliko vem, veliko mi je povedala o sebi. Medtem, ko če bi bilo to spoznavanje v živo od začetka, bi mogoče to trajalo 4, 5, 6 zmenkov. Tako da, kar se pozna, tudi po raziskavah, je to, da če začnemo online in gremo že v globino in globlje odgovore online, ko se bomo dobili v živo, bo prej prišlo do telesnega stika, prej bo pač ta odnos napredoval, da rečem, do poljuba, do spolnosti, recimo tudi pri mladih, mi danes to vidimo, koliko prej se oni spuščajo v spolnost, brez da bi bila zadaj ena čustvena podlaga ali pa da bi že zmogli razumeti, kaj to pomeni. In tako, to nam da to, tu je ta razlika, preskočimo korake, hitreje gremo v telesni stik, hkrati pa veš, kaj se še preskočimo in to je meni najbolj žal mogoče. Preskočijo se elementi, neke romantike, dvorjenja. Zdaj bo nekdo rekel, a to še sploh obstaja. Poglej, recimo, če se ti v živo dobivaš, malo preverjaš tega partnerja ali pa partnerko, bom rekla zdaj partnerja, ker sva dve ženski, pa govoriva z tega vidika, malo preverjaš, kako se bo pa on potrudil zate, ko bo pa kaj kreativen, kaj si pa zapomnil od zadnjič, da ti je všeč. Te malenkosti. Tako, te take začimbe, to je tisto, kar začini odnos. In zaradi česar ti priraste k srcu. Medtem ko pri online pa je pač prijazen. Je pač,
Ni tega, ne začutiš tega na prav eni telesni ravni, kaj to pomeni. Ja, in tako kot si mogoče že malo nazaj rekla, kako mi prehitevamo dogodke radi, a ne? Ja. Se mi zdi, a ne, zdaj, ko govoriš o tem, koliko pri online dejansko malo prehitevamo vse te dogodke in si ne pustimo časa, da mogoče stvar sama dozori postopoma, ker smo ali neočakani, ali smo prestrašeni in ob vsaki eni malenkosti ali pa neugodju trznemo, ok, ta oseba je zdaj šla, ta oseba zdaj gre, me bo zapustila in nam ni prijetno, ne? Ampak koliko pomembno je pa zdržati za tem. Ja, in ti tudi ob svojih stiskah rabiš nekoga, da zdrži ob tebi, tako. Da ne pobegne, ko se ustrašiš. Tako. In zdaj, če nekdo pobegne in ti ne da odziva online, pobegne sredi debate ali pa sredi pomembnega vprašanja, a veš, pa tako malo navrže, sorry, trening sem imel, pa ti nisem mogel odpisati, ne. Ti si pa tam 5 ur mogoče čakala z neko stisko ali pa z nekim vprašanjem, ne. Ja. A veš, veliko je prisotnega tega ghostinga v resnici, ko kar nehajo odpisovati, neha se odziv ali pa se neha odziv že, ko se splete en zaupen, poglobljen odnos in zelo težko je ostati tam z enim brez zaključka, ne? Brez interpretacije si in se še bolj sprašuješ pa, kaj sem jaz res tak čudna, pa zakaj mene vsi zapuščajo, pa kaj sem pa jaz narobe naredila, ostaneš tudi s krivdo mogoče, ne, a sem bila preveč zahtevna, ne, tako. In potem začnemo spuščati standarde. Ja, in to, kar je online, jaz mislim, da se nikoli ne razrešuje do konca, ne, ostaneš z enimi vprašaji in to zelo močno poglablja stisko, no. Ali pa pri mladih vidim, ne, online se zmenita, ne vem, si pišeta ful emoji letijo in wow, zaljubljenost in vznesenost in potem preko WhatsAppa se zmenita sva pa par, drugi dan v šoli ignor. In zdaj ta punca, kaj pa jaz z njim, zakaj me pa ne pogleda, a sem jaz danes čudna, a sem čudno gor napravljena, in išče itak ful polna negotovosti in mogoče še krhka samopodoba, to so taka pomembna leta, ko se formiramo kot osebnosti, ne? In zdaj ona ostane sama s tem, kaj pa je z nama. In ko zbere pogum, da mu pristopi, pa on reče, tisto, ne, sej, to je bilo včeraj, danes pa mogoče le ne bi, ne. Kot da je nepomembno. Ma to je grozno, a ni? Res je, v bistvu bom rekla, zelo zaznamuje človeka. Zelo zaznamuje in saj se poberemo od teh stvari, od teh zavrnitev, od teh šokov, od teh ran, ki nam jih zadajo, ampak pušča posledico. In to vidimo potem v nadaljnih odnosih, ker smo kar nezaupljivi, ker smo pazljivi na vsako besedo, ki jo slišimo, iščemo neka povezovanja, rekel je tak, zdaj je tak, kje se je zdaj tu nekaj zgubilo, In če dobimo na drugi strani en odziv, kaj kompliciraš, pa zakaj si tak pikolovska, okej. Dobimo spet eno sporočilo z nami, nekaj ni okej. Točno to. In spoznavanje v živo je bolj naporno, da se razumeva. Kot sva že na začetku rekli, ti moraš dati ful enega svojega inputa v to, ful enega truda. Čustveno je bolj naporno. In prideš ti na nek zmenek z milijon vprašaj, s pričakovanji, sebe paziš, kakšna sem, kako se obnašam, vsak se hoče malo v lepši luči predstaviti, ampak na drugi strani si pa lahko tudi zelo nagrajen preko spoznavanja v živo. In tudi, a veš, ta element pričakovanja se zvišuje in stopnjuje, a veš, vedno čakaš, zdaj pa že greva na 3. zmenek, to pa dobro kaže. Tako, te to polni z enimi res pozitivnimi občutji. Tako. In recimo, ko vidim, da pari, torej, ki po spoznavanju ostanejo skupaj, torej zveze, ki ratajo, koliko bolj se vidi, kako so ti začetki pomembni. Je pomembno, kako sva začela. Tako. In je pomembno, kako sva se spoznavala in to je prav en tak spomin na zaljubljenost, na začetke je lahko ena močna točka pri paru kasneje, ko zaide prve krize, konflikte, je to ena rešilna bilka. Tako. Recimo, ko imamo vikende za pare, pa jim pol damo tak v dvoje en izziv, da se pogovarjajo, kako sta se pa vidva spoznala. Dajte se malo spomniti, pa jim damo, 3 minute ali 5 minut za pogovarjanje.
najprej so to, veš, tako čist dejstva, ne vem, ja, bilo je tam na Pohorju, ja, poletje je bilo, sva šla na pohod, čist tako ena racionalna. Pol pa, ko jih ti malo pustiš, da oni padejo v ta film, ne, da se začnejo, a veš, spomini, slikice obujati, ne, čustva pridejo občutki, gor. In ko jih spremljaš in gledaš, ne prav vidiš, gled, kako so čisto spremenili izraz na obrazu, kako so not padli, ne. Pol se ženske še spomnijo, milijon detajlov, jaz sem imela to oblečena, ne. Tak smo ženske, ne. Ali pa preden sem šla od doma, sem to razmišljala, ne. Ampak ti padeš v eno čustveno stanje tistega trenutka. Tako, in to te spomni zdaj v sedanjosti, ko si v krizi v partnerstvu, te spomni, lej, zakaj že sem jaz z njim, kaj mi je bilo tako všeč, s čim je on mene očaral, s čim je on mene dobil takrat, lej. Tako. Aha, je bil humor, je bil ta nek džentelmenski odnos, ne, kako je znal poskrbeti zame, lej, aha, s tem vem, kako sem jaz njemu pomembna, ne. Tako. In v bistvu ugotovimo, da sploh ne rabimo veliko. V resnici res ne rabimo veliko, ampak najprej moramo vedeti, kaj si želimo in to upati povedati. To se mi zdi recimo v odnosih, a pa tudi recimo pri spoznavanju že samo, a si upam jaz povedati, ne vem, potencialnemu partnerju, ko še nisva v razmerju, jaz pa bi si želela, ne vem, da me pokličeš, ko prideš domov, se dobiva na zmenku, greva vsak svojo pot, mene pa bi to zelo pomirilo, če me pokličeš, da jaz vem, da si ti varno prispel domov, a bi lahko to naredil zame, a lahko, jaz upam to zahtevati, oziroma zahtevati, ne vem, če je to zahteva, ampak v smislu izraziti svojo željo, potrebo, da se jaz pomirim, torej, a lahko ti meni pomagaš, da se umirim in ko sem jaz mirna, lahko jaz dejansko sem to, kar sem in se počutim mirno ob tebi in je lahko vse lažje. Ja, premalo komuniciramo o svojih potrebah in željah. Toliko lažje bi bilo za obe strani, če bi dobili podnapise. Kaj ti zdaj rabiš? Kaj ti zdaj pričakuješ? Povej mi, ker bo meni lažje tebi to dati. Sploh, če gledam moškim, je veliko lažje dobiti podnapise. Kaj zdaj moja ženska potrebuje? V čem jaz lahko podprem? Tako mirim. Tako. In ženske smo tudi včasih takšne, ne bom zdaj povedala, naj samo ugotovi, koliko je to ena taka klasika, ker čakamo, da bo drugi vedel, kaj mi rabimo, kaj mi potrebujemo. In potem čakaš in se lahko tudi načakaš in tisti bogi revež tam sploh ne ve, ne? In je deležen tihega tedna, in bogi revež, tako kot praviš, sploh ne ve, kaj je narobe, kaj se je zgodilo, kaj je sploh naredil. Ja, ali pa ženske potrebujemo več tega, da ti partner večkrat pove, da te ima rad, ali pa koliko si mu pomembna, ali pa ne. Moški pa pač ne, da ne bi na to pomislili ali pa se ne bi spomnili, pač misli, da če je povedal enkrat, pa vse je dovolj, vse to veš, ne. To je tako tisti vica, ne, če se bo kaj spremenilo, ti bom pa že povedal. A veš, to je tisto, ko en Črnogorec, ne, ko mu žena reče, pa zakaj ti meni večkrat ne poveš, da me imaš rad, ne, pa reko pa, ko se bo stvar spremenila, ti bom povedal, ne. Tako, evo. Do takrat je vse isto, ne. Tako. Ampak dobro, Črnogorec bi se utrudil zraven, zato ne pove večkrat, ne. Ker sami malo to delamo, ker sami prispevamo k temu. Res je, se vedno, vedno sta oba prispevka, jaz rečem, si vedno sposodim en komentar mojega klienta, moškega, ko je rekel, ena žlica nikoli sama ne ruži, vedno sta dve v odnosu, ena ne more ružiti sama in to je res. Si bom pa kar sposodila. Ker imaš dovoljenje, in vsi prispevamo, k tem odnosom. Zdaj, ker sva pri koncu, bi se pa jaz malo navezala na to, ko si rekla, da se dajmo nagraditi, in z tem odnosi v živo, komunikacijo v živo. Imava tudi mi dve danes pripravljeno eno nagrado za najine gledalce in poslušalce in sicer za Martino sva se odločili, da bomo podarili en paket kartic za samske. Tako da, Martina, hvala za to velikodušno gesto. Vse, kar morate narediti, je, da lajkate na socialnih omrežjih, torej na Instagramu, da subscribate na YouTube kanalu in da napišete en komentar pod YouTube video posnetek. Torej,
komentar na YouTubu, subskrbate in lajkate na Instagramu, torej na socialnem omrežju, da ste dejansko v žrebu za kartice za samske. Ja, jaz sem zelo vesela, da lahko prispevam. No? To je tako eno moje darilo v skupnost. Tako da naj služi tistemu, ki jih prejme, naj služi v najvišje dobro. Če bo ta oseba začutila, če bo nagrajenec začutil, da bi podelil izkušnjo uporabe, bom pa zelo vesela, če mi se javi ali na socialnih omrežjih ali preko maila. Čisto tak, mogoče kak odzivček, da se da potem dobiti. Meni je vedno fajn dobiti iz prakse, da vidim, kaj ljudi nagovarja. S tem še bolj spoznavamo ta fenomen samskosti in še bolj v bistvu vidimo, katere potrebe so tu še nenaslovljene. In kaj dejansko lahko naredimo mi, da pomagamo. Mi, strokovnjaki. Tako, da pomagamo osebam, da gredo čez te svoje izzive, stiske z čim manj poškodbami. Tako, super. Mi smo pri koncu. Martina, najlepša hvala, da si vzela čas, da sva malo lahko poklepetali o najinih temah, o odnosih, a ne, in o temi, ki je tebi blizu. Hvala, da si tudi prinesla sabo. In tako kot rečeno, hvala vam, dragi gledalci, za poslušanje, za spremljanje. Vabljeni ponovno spet v našo družbo v naslednji oddaji. Hvala za povabilo. Don't know how to feel low yet. Please don't take my control. It's not even my own. For now